Put your head up, play! Jojo, Blaž, živo pozdravljam, dobro jutro, kako si, pripravljen za snemanje? Sem spil, tekmo sem si pogledal, mislim, če zdaj čisto iskreno povem, mi kar oči malo skupaj vleče, tako da upam, da bo šlo skozi. Ja, upam, da boš držal še toliko časa. Mene je tekma kar pogrela, poleg kofeina mi je to dovolj energije in zagona zdajle dal. Predvsem tole sojenje. Mislim, da tukaj bo morala nekaj reči o sojenju na tej tekmi sodnikih. Do zdaj v tej seriji sodnikov nismo nič omenjali. Morda na prejšnji tekmi se mi je zdelo malo čudno, da je Luka imel samo 3 proste mete v 42 minutah ob tako fizični obrambi. Tokrat je bilo pa skoraj da, ne bom rekel kriminalno, ampak mislim, da kar komično v korist Clippersov. Ja, vidim, da si že začel rentati, tako da preden se reš zdaj spustiš z verige, bi samo poslušalce prosil, če lahko všečkajo tale posnetek na YouTubeu, če tam poslušajo, oziroma da všečkajo tale podcast na iTunesih, Soundcloudu, Spotifyu, kjerkoli pa že poslušajo, in pač če poslušate preko YouTubea, tudi ne pozabite se naročiti na kanal in klikniti tisti zvončnik, da boste obveščeni o novih podcastih. Veliko zanimivega imamo pripravljenega že za vas v naslednjih tednih. In pa seveda, kakšen komentar pustite, vse veste, to vedno pomaga, da smo bolj vidni in da več ljudi vidi naše podcaste, pa potem tudi mi z večjim veseljem snemamo nove. No, zdaj pa lahko greš nazaj. Da sem te jaz malo prklenil nazaj na verigo, zdaj pa lahko se spet spustiš, ti dovolim. Ja, me boš spustil z verige. Ko omenjaš komentarje, ravno pred tekmo po zadnjem podcastu smo debatirali o nekaterih stvareh, o katerih bova mogoče zdaj tudi kakšno besedo rekla, ampak začniva, mislim, da mora začeti pri sodnikih, Blaž. Na tako fizični tekmi, taki pravi playoff, trdi tekmi, obe ekipi sta igrale, jaz moram reči, da odlično obrambo. Če smo do zdaj doskrat kritizirali Maverickse zaradi njihove igre v obrambi, bi na tej tekmi težko izpostavil kakšnega igralca, ki ni res dal vse od sebe, pa ne samo pri Mavericksih, ampak enako pri Clippersih. Tudi Clippersi so odigrali odlično obrambo, na Dončiću naredili tisto, kar sem jaz pričakoval že na samem začetku serije, agresivno podvajanje, blicanje, hard hedži po pick and rollih, trepanje po vsakem pick and rollu, vse mogoče oblike podvajanja po pick and rollih, ali pa takoj, ko Luka pride na polovico nasprotnika, samo da da žogo od sebe, in potem je seveda vedno tisto vprašanje, kako bodo Lukovi soigralci izkoristili te situacije 4-3, kako bo obramba Clippersov reagirala, bodo rotacije dovolj hitre, in na tej tekmi smo res lahko spremljali tisto pravo trdo playoff obrambo, zaradi katere vsi radi gledamo končnico, zaradi katere so playoff tekme tako dobre. Ampak, Blaž, to tekmo so po mojem mnenju odločili sodniki. Če se igra tako trda obramba, če so dovolili toliko kontakta Clippersov, potem bi to morali dovoliti tudi Mavericksom. Mavericksom so na koncu piskali 21 osebnih, Clippersom 14, ampak tisto, kar še bolj bode v oči, 14 prostih metov za Maverickse, 28 prostih metov za Clipperse, torej 7-6, mogoče je bila ena trojka, 6-7 shooting foulov več, kot so jih dobili Mavericksi, in na tekmi, kjer so se ekipi 19krat izmenjali v vodstvu in kjer na koncu odloča 1 ali 2 napada, pri taki diskrepenci, razliki v prostih metih, mislim, da je bilo to ključno, Blaž. Ja, mislim, že en pokazatelj okoli sodnikov je bilo tudi, da Luka Dončić ni dobil tehnične napake. Mislim, Luka Dončić je si danes res dal duška, kar se tiče... Fucking trash refs, hočeš reči, Blaž. Mislim, ja, pač jim je povedal marsikaj sočnega, pa ni dobil tehnične napake. Mislim, skozi sezono vemo, da je jih dobil kar precej za bistveno manjše stvari, tukaj pa si jih je na trenutke malo preveč privoščil. Mislim, je treba biti realen, da si on tega ne bi smel dovoliti, tako odreagira čustveno, ampak ni dobil nobene tehnične napake, pa bi jo lahko. Ker so vedeli, da kuhajo, ker so vedeli, da kuhno delajo, in zaradi tega so mu pustili, da govori, kurca vse po vrsti, če tako rečem, ampak dokler
držimo Clippersa naprej, dokler je vse po načrtih lige, ki si več kot očitno želi 7. tekmo gledanost in tudi ekipo iz Los Angelesa daleč v playoffih. Blaž, to je poleg New Yorka največji TV market, od tam lahko oni dobijo polovico denarja za gledanost v playoffih. Tako da jaz mislim, da je tudi to odigralo določeno vlogo, ne ravno na nivoju tiste kuhne Lakersov proti Kingsom na začetku 2000, ki je ena najbolj takih očitnih sodniških kuhenj v zgodovini lige NBA, ampak kuhna, Blaž. Ja, mislim, samo da povem tako glede tega marketa in to 1, 2 ali 3 dni nazaj sem ti rekel, se spomniš, preden je bila 6. tekma med Lakersi in Sunsi, sem rekel, da za vse 7. tekme imajo na ESPN-ovi spletni strani napisan TBD, se pravi to be decided, če sploh ta tekma bo ali ne. Za Lakers Sunse 7. tekmo so imeli pa že termin, uro, vse so že imeli, tako da so dejansko pričakovali, da bodo Lakersi izsilili 7. tekmo in igrali, pač že datum, ura, vse je bilo nastavljeno, tako da. Ampak jaz mislim, ti si zelo hotel, zdaj mislim, mogoče celo preveč se v to kuhno spustil. Jaz mislim, da vse ta kuhna ni spet tako zelo velika, kot se mogoče je zdaj tole slišal na prvo žogo. Mislim, ne na zadnje. Da ne gre za zaroto. Da ne gre za zaroto in tako, ja, to je treba zdaj poudariti. Mislim, ne na zadnje, če bi se čist preveč na sodnike skoncentrirali, lahko hitro pozabimo tudi recimo doprinos Kawhija Leonarda na tej tekmi, ki je bil enostavno fantastičen. Odigral je na nivoju, mislim, je z razlogom 2-kratni MVP finala, odigral je res vrhunsko, 45 točk ob 70% metu iz igre, noro, tudi v obrambi je odigral izjemno dobro, recimo, ko je pokrival Luko Dončića, je Luka iz igre metal 0-4, ko je pokrival igralce Mavericksov, so proti njemu metali 4-13. Res, mislim, maestralna predstava Kawhija in zraven je treba omeniti tudi v bistvu Reggija Jacksona in Paula Georgea, ki sta v bistvu dala tisto, kar morata, sicer sta nekoliko obrnila vloge, se pravi, je bil Reggie Jackson je bil tista druga opcija, Paul George je bil tretja opcija, ponavadi je obratno, ampak ja, Clippersi so na tej tekmi od svojih 3 glavnih adutov dobili največ. In ja, to se je na koncu poznalo v zmagi in izsiljeni 7. tekmi, ki pa bo zdaj odigrano v nedeljo ob 9:30 po našem času, kar je za vse ljubitelje košarke vrhunsko, se pravi, to je Evropske, že jutri. Ja. Evropa bo gledala, cela Evropa, cela Slovenija, mislim, da bomo vsi gledali to tekmo. Tako, ne, je pa to mogoče, lahko pa tudi vseeno vpliva ta čas nekoliko na samo tekmo. Verjamem, da ne na Luko Dončića, ker je statistično na teh zgodnih tekmah vedno igral dobro, ampak v Los Angelesu bo takrat ura 12:30, se pravi 12:30 popoldne po lokalnem času. Zdaj lahko si mislimo, da igralci, košarkarji enostavno niso navajeni ob tako zgodnih urah igrati in to nekako poseže v tisto game day rutino, se pravi tisto rutino na dan tekme in ja, mogoče kakšnega igralca zna to nekoliko zmes, kljub temu, da je 7. tekma in večina igralcev zelo rada igra te 7. tekme, ker je ta dodaten naboj, dodatna motivacija. Recimo Reggie Jackson je takoj rekel po tekmi, ja, 7. tekme, to je tisto, za kar se igra, to je zakaj se igra NBA, da se močno veseli tega in jaz mislim, da se tudi ostali igralci, ampak ja, je mogoče faktor, ki zna vplivati, ampak bomo videli. Ti si zdaj omenjal izjemnega Kawhija. Kawhi je res bil tisti old school midrange killer, ki je že celotno kariero in zadev nekaj težkih metov, kjer je bil povsem pokrit, kjer je Luka bil na roki, ampak kot radi rečemo, good defense, better offense, dobra obramba, še boljši napad. Ko je Kawhi vroč, ga noben ne more zaustaviti, tako kot Luka in tudi Luka je odigral, jaz mislim, da zelo dobro tekmo. Mislim, zgrešil je kakšno trojko preveč, mogel bi kakšno trojko več zadeti, ampak vse trojke, ki jih je vrgel, so bile iz velike razdalje, težke trojke, ampak se vemo, more take težke, izjemno težke trojke zadevati, ker nimajo Mavericksi igralca, ki bi njemu pridelal kakšne povsem odprte mete. Na koncu 29 točk, 11 asistenc, 8 skokov, 4 ukradene žoge. Mislim, da je bil tudi v obrambi eden od najboljših igralcev Mavericksov, ampak tukaj lahko celo ekipo pohvalimo danes. Tako obrambo bojo morali tudi na 7. tekmi igrati, ampak več dodati v napadu so igralci Luke.
spet jim je ustvaril, tako kot prejšnjo tekmo, kjer je imel 14 podaj, ampak 24 potencialnih podaj, kjer so igralci prišli do dobrega meta, ampak ga niso zadeli. Za to tekmo teh player tracking podatkov še nimamo, ampak domnevam, da je imel zopet morda celo 2-krat več potencialnih podaj, ki so ostale neizkoriščene. Proti Clippersom morajo metati bolje, čeprav so bili tokrat pod košem precej bolj učinkoviti kot na zadnjih tekmah in za skoraj 20 točk nadigrali Clipperse iz neposredne bližine obroča, iz rakete. Ampak ko govoriva o vsej tej statistiki, ko si omenjal Kawhijevo izjemno igro, razlog za zmago Clippersov je bil tudi Kawhi, to sem tudi tweetnil takoj po tekmi, ampak na prvem mestu, kar sem tudi napisal, so pa sodniki Blaž. Še vedno po mojem so bili sodniki tisti glavni odločilni faktor oziroma njihov kriterij, ki je dovoljeval izjemno fizično igro Clippersov na Dončiću v prodorih. Jaz mislim, da bi lahko praktično v skoraj da vsakem prodoru piskali prekršek nad njim in tukaj je tudi tisti problem potem. Sej je poskušal iti v prodore, poskušal zaključevati, bil tudi učinkovit v prodorih na tej tekmi, ampak podaje ven iz prodorov tokrat niso bile dobro izkoriščene, na trojki so ga pa tisto agresivno podvajanje, ki sem ga omenil, mu je preprečevalo bolj aktivno igro, poskušal je razigravati ekipo, če je dostikrat Lukova statistika izjemno bahata, 29 točk, 11 podaj, 8 skokov in 4 ukradene žoge so življenjske tekme za 99% igralcev v ligi, še posebej v play-offu. Ampak pri Luki smo že kar razvajali ob tistih vesoljskih, nečloveških številkah, ki jih dosega in verjetno bi potrebovali še nekaj več tako vesoljsko tekmo, kot jo je Kawhi Leonard po slabi predstavi na zadnji tekmi odigral na tej tekmi, ampak še vedno se bom vrnil nazaj Blaž sodnikom, na prvem mestu pa jaz mislim, da sodniki. Sej, jaz se strinjam s tabo, nek del so pač doprinesli sodniki, ampak jaz bom tako rekel, ta težava z tem nesojenjem osebnih napak v prodoru, to je že cela sezona. Mislim, to ni nekaj, kar se je zdaj pojavilo v play-offu na novo. Samo ne tako izrazito, tako očitno, Blaž. Vseeno so piskali malo več prekrškov nad njim v prodorih, čeprav se strinjam s tabo, da je bil to tudi problem v rednem delu sezone. Tako da jaz mislim, ne bi se spet toliko preveč. Mislim, sodniki so delali napake, jaz se ne bom zdaj spuščal v to, ali je bilo to namerno, ali je bilo nenamerno, ali kakorkoli. Če potegneva črto pod sojenje, do te 6. tekme je bilo sojenje dobro. 6. tekma zdaj sojenje ni bilo dobro in to je bila prva tekma, kjer sojenje ni bilo na nivoju, kot smo ga vajeni oziroma kot bi ga pričakovali. Ampak jaz mislim, da zdaj o sodnikih izgubljati besede je... Lahko jih pokritiziramo, ampak zdaj, da bi pa res preveč energije izgubljali, pa totalno brez veze. Jaz bom čisto rekel, Dallas, če bi imel nekega resnega centra, bi ta serija bila že zdavnaj zaključena, tako pa imajo na centrski poziciji Kristapsa Porzingisa, ki je recimo spet dal 7 točk v 31 minutah. Ko imaš ti recimo ogromnega velikana, ki ni sposoben odigrati 1-1 z 3 glave nižjim obrambnim igralcem na hrbtu, mislim, ne moreš, toliko imajo handicapa, da jaz iskreno mislim, da z enim resnim igralcem poleg Luke Dončića, pa to se zdaj ful tako sliši nespoštljivo do njegovih soigralcev, ampak dejansko z pravim starjem na max pogodbi poleg Dončića bi oni tole serijo gladko dobili, ker Clippers enostavno niso pravi. Zdaj, ali smo jih precenili, ali je situacija taka, to je drugo. Ampak s takim Porzingisom enostavno ne morem reči, pa zdaj jaz, saj sem bral, pa ga folk še vedno ga branijo, pa je vloga v moštvu taka, pa zato ne pride toliko do točk, pa tako naprej. Ampak treba se vprašati, zakaj je njegova vloga v moštvu taka. Če imaš ti igralca na max pogodbi, verjemite meni, da je njegova vloga obrambnega igralca, kot je igra zdaj, samo posledica tega, da enostavno ni sposoben biti druga opcija v napadu. Samo zaradi tega, ker je on enostavno v tej situaciji, ko Clippersi v obrambi prevzemajo vse in on svojo igro, ker ima preveč pomanjkljivosti, ne pride do izraza in zato je manjša škoda, če ga postaviš na trojko, da v bistvu širi prostor,
Dončiću za prodore in svojim soigralcem za prodore, kot pa da igraš dejansko na njega in se trudiš, da bi on dosegal koše oziroma da bi on bil tista prva, druga opcija za zadevati koše. In kadarkoli dobi žogo v postu noter, ko bi mogel odigrati recimo 1-1, ne naredi nič posebnega. In tudi pick and roll, mislim, da sva gledala statistiko, do te tekme je odigral 0,8 pick and rolla na tekmo, pa vse skupaj nič. In to je zaradi tega, ker ga tudi ne more odigrati, ker on bi igral samo pick and pop, se pravi, da po bloku mu potem Dončić podaja žogo nazaj na med za 3 in ker vse prevzemajo, pač ne more tega narediti. In enostavno, mislim, pač frustrirajoče je gledati, ker vemo, da Porzingis je talentiran, ampak... Ja, vem, podobno reagirajo, mislim, brez besed ostane mnogo navijačev Dallas Mavericksov, vsaj ko gledam reakcije na družbenih omrežjih, ampak ko si rekel brez veze govoriti o sodnikih, mislim, da ni povsem brez veze, vem, da nima smisla, da cel podcast samo o sodnikih govorijo, ampak bi lahko. Predvsem zaradi tega, ker če bo podobno sojenje na 7. tekmi, potem seveda mislim, da bodo Clippersi zagotovo napredovali. Če bo na koncu taka diskrepenca v prostih metih 28-14, 14 več prostih metov na tako tesni tekmi, bo odločilo potem tudi naslednjo tekmo. Ampak Blaž, ta tvoja frustracija ne samo nad Porzingisom, ampak centrsko situacijo v Mavericksih je pa tudi razumljiva in je nekaj, kar sva že med samo sezono dosti govorila, kar sva dosti jamrala in rentala, ne samo že spet nad Porzingisom, ampak celotno situacijo in postapi, ki jih omenjaš. Če pogledamo statistiko, že spet za zadnjo tekmo nimamo še podatkov, ampak na prvih 5 tekmah te serije so recimo samo 3 igralci Mavericksov odigrali več kot en post-up na tekmo. Luka, Kristaps in Boban, ki je igral zdaj 3. tekmo, na prvih 3 serije ni igral, ampak Luka je 45,5% na post-upih, kar je dovolj dobra učinkovitost. Kristaps Porzingis 221 cm, Kristaps Porzingis je na post-upih pod obročem 38,5%. Bobby, kar je pa tudi treba povedati in mislim, da njegova statistika ne bo nič boljša, po zadnji tekmi na prejšnjih 2 je bil samo 33,3% na post-upih. Sicer smo videli tudi na tej tekmi, kako fizično ga tepejo pod košem. Mislim, res, dovolijo, da ga Marcus Morris dobesedno prime, podrine, vse mogoče nekošarkarske prijeme uporablja, potem mu pa piskajo še osebno napako. Ziher si videl to situacijo, Blaž, pa bom se spet zdaj vrnil na sodnike, ampak slowly I turn in me razpizdi tole, ker Bobby je zaprl prostor Morrisu, Morris ga zagrabi za roko, huka, čisti faul, piskajo prekršek na Bobbyju. Tale posnetek je tudi zaokrožil na družbenih omrežjih. Ali pa recimo Paul George stoji v avtu, Kleber žogo odbije v njega, rešuje žogo in piskajo out za Clipperse. Tudi take napake, ne samo te prekrški, tudi take več kot očitne napake so delali 5 točk razlike na koncu. Zame je to odločilo tekmo. Ampak da se vrnem na centrsko situacijo, Bobby samo 33,3% na post-upih. In če sta tvoja 2 začetna centra, Bobby na 5, Kristaps na 4, pod 40% na post-upih, potem je to zelo neučinkovito. Luka je edini, ki si zasluži post-upe in ki je učinkovit pri temu, če ne zadane, pa seveda povleče dodatnega obrambnega ali 2 dodatna obrambna igralca in poda samemu soigralcu za met. In ta situacija s centri, tvoja frustracija, jo razumem, je res, če bi imeli enega spodobenega centra, pa res v prejšnjem podcastu sem tudi rekel, niti ne govorim tukaj o Jokiću, Embiidu, Rudiju Goberiju, Bemu Adebayo, recimo, ki sem ga tudi omenjal. Recimo, kakšen Rashawn Holmes iz Kingsov, ki ga verjetno večina poslušalcev ne pozna, ampak vam bom takole rekel, je za razred ali 2 boljši od katerega koli centra, ki ga imajo sedaj Mavericksi v postavi. Tudi od KP-ja. Vsaj na 5, kot center, kot 5 je za razred ali 2 boljši od KP-ja. KP ni center,
center, to vemo, to je ta problem in zato je tudi njegova vloga taka. Ti si dobro opisal vse razloge, zaradi katerih je KP-jeva vloga takšna, kot je. Jaz bi samo še dodal tistim številkam, ki si jih omenil, da je on igralec, o čemer smo tudi že nekaj malega govorili, ki je povsem nesposoben si izdelati sam svoj met. V taki seriji s tako obrambo, kot jo igrajo Clippersi, kjer switchajo, menjajo vse od 1 do 5 in kjer je on seveda nesposoben izkoristiti te mismeče tudi na nižjih igralcih, na 2 glavi nižjih igralcih pod obročem. V taki seriji je on floor spacer, 30 milijonski floor spacer, ki širi prostor iz kota. In jaz ga imam dost, vse sem rekel v prejšnjem podcastu, jaz ga imam dost, lahko bi dajal več točk tudi v tej vlogi, v kakršni je sedaj. Samo treba je bolj agresivno napadati obroč, kakšen putback pospraviti, napadalen skok. V Knicksih je dobro počel, dobro napadel napadalen skok in pospravil žogo v obroč po napadalnem skoku. Tega ne počne, ne napada v pick and rollu način. To je to potem. Jaz tukaj niti ne vidim nobene druge rešitve in verjetno bomo o tem še govorili poleti, ko bodo aktivne trade govorice in jaz še vedno mislim, da je KP že v zadnjem prestopnem roku sam lansiral tiste trade govorice oziroma poslal med novinarje svojo željo, da želi zapustiti Dallas, ker obenem pa tudi misli, da je number one option, da je on v bistvu tako dober kot Luka, mislim, da je to dejanski problem pri njemu. On misli, da bi v drugačnem sistemu, v sistemu, kjer bi se ekipa njemu prilagajala, on bil lahko igralec, ki bi dajal blizu 30 pik, pa 10-11 skokov, pa še par blokad na tekmo, ampak take obrambi, kot jo igra, bo težko dobil kakšne blokade, čeprav se je bil boljši na tej tekmi, da ga namo samo kurcali, je v tej vlogi, ki mu je zdaj namenjena, ki jo je zdaj sposoben odigrati, dobro odigral, več pa ni sposoben. Se ne bi mogel bolj strinjati. Tako da dejansko, kar se zdaj kaže, je, da nekaj časa smo se iz tega delali norca, sedaj pa se vedno bolj to kaže, da je Tim Hardaway Jr. dejansko bil tisto, kar je Dallas dobil pametnega iz tega trada z New Yorkom. Ne, zadnje tudi na tej tekmi 23 točk, dober met iz igre, 9-19, 4-11 za 3, enostavno daje svoje in je drugi najbolj pomemben igralec Dallasa, tako v tej sezoni, kot tudi sedaj v končnici. In letos smo, mislim, da tudi pogodba poteče, tako da bo zanimivo videti, kaj bojo naredili pri Dallasu z njim, bo dobil visoko pogodbo ali ne. Mislim, da ga bodo kar želeli zadržati, ampak ja, ta vprašanje za Porzingisom pa ja. Ja, ne samo Porzingis, ki ga omenjaš, tudi Tim Hardaway je neka določena dodatna uganka za Maverickse v tem poletju, ker bo prost igralec. Po tem, kar je prikazal do sedaj v rednem delu sezone in v tej seriji, je on pravzaprav tista, tako kot si rekel, tista druga opcija, tisti glavni igralec iz tega trada, ki so ga izpeljali z Knicksi, vsaj po igrah, in če gledamo, kako so bili primerljivi igralci plačani v zadnjih sezonah, se kaj lahko zgodi, da bo dobil preko 20 milijonov na sezono in to bi v bistvu pomenilo, da Dallas kakšnega manevrskega prostora, dosti manevrskega prostora za kakšne menjave ne bo imel. Po drugi strani je pa tudi treba reči, da kljub temu, da je recimo odigral solidno, ne bom rekel ravno odlično tekmo, ampak dobro, bil je že spet druga opcija, edini, na katerega je lahko Luka kakor to konstantno računal na tej tekmi. Še vedno ni taka druga opcija kot playoff P. Mislim, pandemic P, ki ga dosti kritizirajo, pogosto krat tudi upravičeno kot tisto drugo opcijo, ampak v tej seriji daje skoraj 24 točk na tekmo, preko 48% met iz igre ima, 32 za 3, 9,5 skokov, 5 podaj. Mislim, si predstavljaš, da bi zdaj od Porzingisa Luka dobil 24 pik, skoraj 10 skokov, pa 5 podaj. Serija bi bila že končana in Dallas bi bil v naslednjem krogu. Exactly, ali pa da bi toliko dobival od Tima Hardawaya. Kot sem dejal, Tim Hardaway igra dobro, ampak dobro, 18 točk, 42,5% met, 45 za 3, kar je odlično, 3,3 skoke, 1,5 podaje. Mislim, če zdaj to primerjaš Georgiovo statistiko, mislim, je za razred 2 boljši od druge opcije, ki jo imajo Dallas Mavericksi, da Porzingisove bedne statistike sploh ne omenjamo in že spet, da se nam
znova ponavljala in da se ne bom vračal, ampak kljub limitirani vlogi, ki je posledica njegovih pomanjkljivosti, bi lahko bil dosti boljši. On bi na papirju mogel biti small ball killer. Ampak je tako slab, da je Carlisle mogel potegniti žepa uno cono in Bobija. Pa vemo, da to ni stvar, ki jo želi narediti ravno zaradi teh odprtih metov za 3, o katerih smo pa že govorili, pa jih dobivajo Clippersi zaradi te cone, ampak Bobby ni bil problem na tej tekmi. Največji problem sta bila recimo tokrat Maxi Kleber pa Willie Cauley-Stein. Ampak zdaj se pa že spet vrneva, pa se že malo obračava in mogoče lahko počasi zaključava, ker vem, da se obračava na teme in lahko sam rentava o pomanjkljivostih in stvareh, ki ne štimajo v Dallasu, se vrnejo na to centrsko vprašanje. Mislim, imajo 5 centrov, pogojno rečeno, recimo Kristaps, Bobby, Willie Cauley-Stein, Maxi Kleber in Powell, ampak vsi imajo velike luknje, imajo take minuse, zaradi katerih imajo tudi Dallas Mavericksi toliko težav in upam, da bojo dobili vsaj kakšnega Rishona Holmesa, ki sem ga omenil, ampak tudi Rishon Holmes bo hotel 20 milijonov recimo na sezono, če bojo pa hotel obdržati Tima Hardawaya, pa ne bojo mogli kaj dosti spreminjati ekipe, ravno zaradi te gromozanske Porzingisove pogodbe in to so pa potem že vprašanja za poletje, ki bodo ostala ne glede na to, kako se konča ta serija. Tudi če slučajno zmagajo Mavericksi in grejo naprej, na koncu ne bodo osvojili naslova to sezono, to mislim, da lahko z gotovostjo trdimo, niso še šampionska ekipa in da bodo postali ta šampionska ekipa, o čemer si pa ti govoril tudi že, bodo pa morali neke konkretne spremembe v rosterju narediti. Druga alternativa je pa, da Luka odigra playoff še bolje, kot sta ga recimo veliki nepozabni GOAT Michael Jordan ali pa tisti wannabe GOAT LeBron James, kadarkoli v karieri. Mislim, Luka je do sedaj že vse številke to potrjujejo, tudi če jih priredimo za hitrost igre in obrambo in vse ostale faktorje. Luka igra na nivoju 2-3 najboljših igralcev vseh časov v play-offu, ta play-off proti izjemni obrambi, ampak v košarki, v timskih športih, Blaž ne govoriva tega dostikrat samo v basketu, ampak tudi pri nogometu. Sam ne more noben nič, tudi Messi z Argentino, ne? Točno tako. Pa zdaj, preden zaključiva, te bom kar direkt vprašal, Clippersi ali Dallas na 7. tekmi? Serija med Mavsi in Clippersi je zgodovinska. Prvič v zgodovini se je zgodilo, da je vsako od prvih 6 tekem v seriji zmagalo gostujoče moštvo. Tega še nikoli nismo videli in 7. tekma bo zato prav tako zgodovinska. Če zmaga Dallas, bo naredil nekaj, kar se ni zgodilo še nikoli v zgodovini. Na 7 tekmah serije bo 4-krat zmagal na gostovanjih. A so tega sposobni? Luka je tega sposoben. Luka bo locked in z resno drugo opcijo bi lahko Dallas kljub vsemu sojenju, ki sem ga dobro pokurcal, mislim, da sem ga zadovoljivo pokurcal, kljub temu sojenju, če bi Luka imel neko resno drugo opcijo, če bi imel soigralca, ki bi dajal na tekmo 24 točk, ki bi dal to tekmo 25 točk, druga opcija pri Clippersih, pa še ena povsem odprta trojka, povsem neovirana trojka, več zadeta, pa Mavericksi zmagajo. Vse je odvisno od doprinosa ostalih igralcev. Luka Dončić, sem rekel, po zadnji tekmi je odigral simultanko, ampak mu je tudi Tyronn Lue dovolil več igre, s tem, ko ga ni tako agresivno podvajal kot na tej tekmi. Če bodo na naslednji tekmi ubrali podobno taktiko, bo pa še toliko bolj odvisno od tega, kako bodo 4-3 igrali Lukovi soigralci. Na tej tekmi ne dovolj dobro. Bodo to naredili na naslednji? Na vsaki tekmi do zdaj so bili Clippersi na stavnicah favoriti. Po prvi zmagi Mavericksov, po drugi zmagi Mavericksov, po vsaki tekmi so bili pred naslednjo tekmo na stavnicah Clippersi favoriti. Zdaj bo isto. Jaz na papirju bi jim prav tako dal vlogo favoritov, ampak ko imaš ti v ekipi enega od najboljših igralcev lige, morda sicer diskutabilno najboljšega igralca play-offa, debatirali bi lahko Luka, Jokić, Damian Lillard, ki ni več v play-offu,
zato verjetno samo Luka Jokić. Jaz mislim, da ima Luka še kanček boljšo serijo in igra še slabšo ekipo. Če bi bili Nuggets v popolni postavi, mislim, da bi bili eni od glavnih favoritov za naslov. Ampak imajo tudi brez manjkajočih igralcev boljšo ekipo kot Mavericksi. Jaz mislim, Blaž, da je 50-50, anybody's guess. Zadnjič sem po prejšnji tekmi tweetnul, do konca tega play-offa, ne glede na to, kako daleč gredo Mavericksi, pa ne glede na to, proti kateri ekipi bodo igrali, bom lahko pred vsako tekmo dal predikcijo. Ja, imajo boljšo ekipo, imajo boljšo postavo, ampak Dallas Mavericksi imajo Luko Dončića, ki lahko v vsaki ekipi da 45, 15 pa 10, zato je vse možno. Če bi stavil, bi verjetno to tekmo presedel, pa ne bi stavil, ker mislim, da je res anybody's guess. Dallas ima Dončića, Clippersi imajo pa Kawhija, pa še 3 ali 4 igralce, ki so sposobni precej bolje odigrati kot naslednji 3 ali 4 igralci pri Dallas Mavericksih. Zato the smart money, kot pravijo Američani, je na Clippersih. Ampak zame nikoli ni noben še trdil, da sem preveč pameten, tako da bom jaz vseeno pogumno rekel Dončić in njegov Dallas, ampak ne bi bil presenečen, če bi seveda Kawhi odigral podobno tekmo in na koncu se Clippersi sladko smejali. Pa tvoja napoved, Blaž? Jaz sem v bistvu tebe pričakoval samo Clippers ali pa Dallas, zdaj si naredil celo dizertacijo okoli tega, ampak nič ne de, zato bom pa jaz to krajši, jaz mislim, da bodo zmagali Clippersi, oziroma ne, mogo bi veš kaj reči, zmagala bo košarka. Ne vem, raj bi videl disertacijo, ki zmago košarke. Ne, jaz moram reči, da dejansko jaz zelo uživam v tej seriji, pač je res tista ta prava playoff serija, je veliko drame, veliko je vrhunskih potez, tudi sodnikov ne nazadnje, navijači so nazaj, res je tako, ker mora biti taka ta prava playoff tekma in res je za sladokusce to gledati serijo. In ne glede na to, kaj se bo zgodilo na 7. tekmi, je Dallas definitivno presegal vsa pričakovanja. Je pa tako, kot si ti rekel, jaz mislim, da bodo Clippersi dobili zadnjo tekmo, ne nazadnje, kot si dejal, te ne bi presenetilo, če bi Kawhi odigral še eno podobno tekmo kot sedaj. Tisti najboljši igralci so najboljši takrat, ko je to najbolj potrebno in kaj je bolj pomembno kot 7. tekma v končnici. In jaz dejansko pričakujem, da bojo Clippersi šli naprej. Pa bo pa treba zeditati tale podcast, pa ga vendati. Vi pa nam povejte, kaj smo zgrešili, kaj smo prav povedali, pa vaše napovedi. V komentarjih dajte, kaj mislite? Kdo bo zmagal na 7. tekmi? Luka ali Kawhi plus Clippersi? Ok, mislim, da sva zdaj pentljo zavezala, tako da nič. Grem na koš metati, ajde. Ja, jaz grem pa malo zalekant. Tudi v redu, malo dremeža pred popoldnevom, nič ne škoče, posebej po takem tednu, ki sva ga oba dva zdajle imela. Tako da spoči se, Blaž, se slišmo, se vidimo. Upam, da po 7. tekmi bolj optimistično razpoloženje. Tako, ja. Ajde. Ajde, čau.